Se zelo slabo počutite v svojem telesu in ne veste zakaj. Pojavljajo se vam čudni občutki, nenavadne bolečine in vas je že zelo skrbi, da je z vašim zdravjem nekaj resno narobe. Rada bi vam razložila, kakšni so simptomi anksioznosti, da se boste lažje prepoznali v tem, da boste lažje razumeli sebe in da boste tudi vedeli, da je to rešljivo in kaj morate narediti, da se tega rešite. Torej, ko doživimo anksioznost, se nam to kaže na 3 različnih nivojih. Torej, kadar čutimo anksioznost, je celo telo čuti to anksioznost. Simptomi anksioznosti so lahko mentalni simptomi, kognitivni simptomi. Kaj to pomeni? Pomeni, da nimamo prave koncentracije. Pomeni, da miselni procesi niso več takšni, kot so bili. Počutimo se utrujeni, težko razmišljamo, nimamo več prave energije, nimamo več prave motivacije, ne zapomnimo si stvari. Ko se hočemo osredotočiti na nek pogovor, nam kar misli zbežijo, torej nimamo neke koncentracije. Študentje težko študirajo, težko si zapomnijo, težko se skoncentrirajo. Torej, to so kognitivni ali miselni simptomi anksioznosti. Druga vrsta simptomov anksioznosti, ki je še bolj neprijetna, pa so čustveni simptomi. To je pa občutek nemira, občutek velike zaskrbljenosti. Skrbijo nas stvari za naprej, zaskrbljeni smo tukaj in zdaj vedno in neki strahovi iz preteklosti se pojavljajo. Torej, pri anksioznosti je glavno čustvo strah. Seveda se lahko pojavlja tudi sram, krivda, zamera, jeza, tudi žalost, ampak prevladujoč občutek je nekega strahu, občutka nemoči, občutka, da nimamo nadzora, občutka, da ne moremo kontrolirati niti sebe, niti svojega življenja. In občutka, kot da nam stvari kar polzijo iz rok in nas je strah za prihodnost, da nas je strah, kaj se bo zgodilo z nami, kaj se bo zgodilo z našimi otroci, kaj se bo zgodilo z našim delom. Strah nas je bo pred boleznijo, strah nas je pred smrtjo, strah nas je mogoče celo iti ven iz stanovanja, strah nas je iti v trgovino, iti med ljudi. Torej, to vse je anksioznost. Smo rekli, miselni simptomi in tudi čustveni. In še najtežji, kadar nas napadejo, so pa fizični simptomi anksioznosti. To pa pomeni, da je vaše celo telo čuti te strahove, čuti te miselne procese in v bistvu je vse prepleteno. Naše misli, naše čustva in naše telo, vse je prepleteno. In tako nastanejo fizični simptomi anksioznosti, ki je lahko to, da nam srček razbija in se ustrašimo tega. Lahko se potimo, lahko imamo glavobole ali pa čuden pritisk v glavi, ali pa včasih kdo reče, joj, imam glavo veliko kot balon. Lahko je čudna napetost v vratu, v ramenih, v lopaticah, lahko so mehke noge, lahko so težke noge, lahko so mravljinci nekje po telesu, kjerkoli. Pri fizičnih simptomih anksioznosti se tudi pogosto pojavljajo bolečine, ki jih nekako preiskave medicinske, ki jih delate pri različnih strokovnjakih, ne pokažejo, da bi bilo karkoli z vami narobe. A vi pa lahko čutite tudi različne bolečine. Lahko vas prav boli v prsih, lahko vas tišči, lahko vas boli želodec, lahko čutite bolečine, ne vem, v čeljusti ali pa kjerkoli drugje v telesu. In fizični simptomi so še na ta način, še na nek način jih težje prenašamo oziroma težje razumemo, ker začnemo takoj se spraševati, kaj če sem resno bolna, kaj če imam raka, kaj če bom kar umrla, kaj če bo kar infarkt, kaj če bo se zgodilo nekaj, da bo mojega življenja konec. In naj vas pomirim. Fizični simptomi anksioznosti ne pomenijo, da ste vi resno bolni. Pomeni pa, da celo vaše telo čuti ves stres, ki se je nabral v vašem telesu. Seveda boste obiskali zdravnika, naredili boste vse preiskave, ampak na neki točki razumite, da ni odgovor samo na fizičnem nivoju. Odgovor je na nekem energijskem nivoju. Torej, če se je anksioznost pojavila v tako hudi obliki, da imate že vse te različne simptome, od miselnih do čustvenih in do fizičnih,
To pomeni, da se je v vašem telesu nabralo preveč stresa. Kaj to pomeni, da se je stres nabral? Pomeni, da smo doživeli toliko in toliko težkih situacij v življenju in da so te situacije pustile nek energijski, čustven odtis na našem telesu. V zahodnem svetu nič ne vemo o energijskem sistemu telesa. Nič ne vemo o tem, kako potekajo meridiani. Pol planeta se zdravi s pomočjo energijskih tehnik, od ajurvede, akupunkture, akupresure, masaže, joge in tako naprej. Ampak vseeno vsi smo ljudje, ne glede na to, na katerem delu naše zemeljske poloble smo. Procesi pa se dogajajo. Ko doživimo stresno situacijo, si mi to zapomnimo, ostane nam en spomin. Ampak poleg spomina se v nas na energijskem nivoju odtisnejo tudi naši občutki. Naše telo si zapomni ne samo sliko, kaj se je dogajalo, zapomni se tudi, kako smo se počutili v neki stresni situaciji. In to se nekako shrani v telesu, ne vemo točno kje, lahko kjerkoli v telesu, v energijski obliki. In nekaj časa naše telo še to prenaša, ko je pa tega preveč, pa nastane ta naša slavna anksioznost. Pa poglejmo, kaj bi lahko bili ti stresni dogodki iz vašega življenja, kjer bi vi doživeli občutke, ki so se vtisnili v vas in ki jih nekako ste prinesli v današnji trenutek, v današnji čas. Torej, občutki, ki jih nosite, niso vsi od danes, ampak je to cela vaša zgodovina, zapisana v našem čudovitem telesu. Lahko vam je kdo umrl. Ogromno občutkov gre v nas. Od žalosti, do strahu, do groze, strah pred smrtjo, mogoče krivda, mogoče sram. Lahko ste se kdaj v otroštvu počutili sami, neslišani, nerazumljeni in ste bili otroček, ki se samo, čeprav je bilo zanj načeloma poskrbljeno, se niste dobro počutili. In ti občutki so šli v vaše telo, takrat je bilo telo majhno, danes je veliko. Občutki so se tekom let prenesli v to sedanjo dobo, v našem telesu. Lahko ste imeli kakšno izkušnjo v vrtcu, ki je bila neprijetna. Lahko so se otroci norčevali iz vas, ali pa kdaj mamica ni prišla tisti trenutek, kot ste želeli, ker pač ni mogla. Lahko je bilo doma kaj narobe, lahko je bilo alkohol, nasilje, kričanje, neprijetne občutki. In vse to je šlo v naše telo in vse to se je nabralo v našem telesu. In to nas je spremljalo in danes smo tukaj odrasli, ki racionalno razmišljamo, ampak naše telo ima v podzavesti svoje zgodbe in svoje občutke. In ko je tega preveč, se pojavi anksioznost. In takrat velikokrat telesa, mi bi radi še naprej šli za svojo logiko, za svojo glavo, za svojimi aktivnostmi in bi prebili to čez. Ampak lahko se zgodi, da se občutki samo še stopnjujejo. Do neke mere, da nas telo preprosto želi ustaviti. Zakaj? Ker naše telo rabi pomoč. Fizično ste zdravi, če imate anksioznost, ste fizično zdravi. In medicina vam bo to potrdila in lahko ste tega veseli. Ampak energijsko pa niste okej. Energijsko pa ste izčrpani in zato vam telo na vseh teh na različnih nivojih kaže, da ni v redu. In kaj se takrat zgodi? Takrat bi bilo res dobro, da prisluhnete svojemu telesu. Dobro bi bilo, da se začnete slišati, da začnete malo razmišljati, ne samo z logiko, ampak tudi z srcem. Da začnete ne samo biti pogumni in z moško energijo iti proti ciljem še naprej, ampak se ustaviti, si dovoliti svojo ranljivost, se pogovoriti s kom iskreno, razmišljati, da mogoče, čeprav ste vse prenesli, da mogoče vseeno ni bilo tako lepo. Da čeprav dogodek na zunaj ni bil nič kaj hudega, da ta otrok v vas je vseeno sam, prestrašen, nemočen, žalosten. In da so ti občutki, ki zdaj potrebujejo vašo pozornost, potrebujejo vašo ljubezen, potrebujejo vaše sprejemanje in potrebujejo, da ne živimo več samo v glavi, ampak da začnemo sebe čutiti in se na nek način celostno ukvarjati sami s sabo. In v bistvu je anksioznost klic vašega telesa, da rabi pomoč. V bistvu včasih je nežen klic, potem je pa že zahteva. Zahteva vašega telesa,
da se ukvarjate tudi s svojimi občutki, tudi s svojo preteklostjo. Pa ne zato, ker bi želeli živeti v preteklosti, samo zato, da tisti deli vas, ki so žalostni, prestrašeni, da jim damo ljubezen in da bolj res preteklost lahko pustimo v preteklosti. In to je v bistvu povabilo in to vas čaka. In ko to res naredimo, ko se res soočimo s sabo, ne več z obsojanjem, ne več z kritiko, ampak z sprejemanjem, takrat lahko vse to anksioznost premagamo. Lahko gremo preko vseh teh težkih občutkov. In ko bomo enkrat svojemu telesu in svojim čustvom dali res brezpogojno ljubezen, brezpogojno sprejemanje, takrat se v nas naseli mir, notranji mir, ki je mir v naših srcih, mir v naših čustvih, mir v naših mislih, torej misli se umirijo, telo se umiri in tudi naša čustva se umirijo. In to je pot, po kateri v bistvu vas povabim, da greste. Če potrebujete tukaj pomoč, so vam na voljo spodaj moji dnevne vzpodbudne misli, da se začnete vračati k sebi. Na voljo vam je tudi osebni pogovor s katerim od mojih sodelavcev, da vam prisluhnemo in pokažemo pot, lahko pa se tudi pridružite mojemu 3-mesečnemu programu Notranji mir. To je pot, po kateri je potrebno iti. In res vam želim, da anksioznost ne postane vaš sovražnik, da se nehate sovražiti in obsojati zaradi teh simptomov anksioznosti, ampak da se vzljubite, da se slišite in da začnete v svoje življenje uvajati take spremembe, ki vam bodo prinesle mir in novo razumevanje sebe. Če vam je bil video všeč, bom vesela, če se naročite in vam bom posnela še več lepih, dobrih, kvalitetnih videov, s katerimi boste lahko res se rešili anksioznosti in vzljubili sebe in svojo pot.